Ljudje in ljudine, poslušate 58. epizodo podcasta Obot, ali če ponovim v skladu z današnjo temo, Eiduil ni eniduil, eta šulsop, ote sedentpe ni meso, odozipe atsak dobo. Podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obot, obratno bežeči oligarhovi diverzanti, smo, tako kot vedno, Otim Čigek, Rogi Brah, in Ašojla Volmalrah. Moj priimek je še od vseh najbolj zapleten, čeprav Rogi Brah se pa sliši kot dober Star Wars karakter. Ja, hvala. Hvala. Rogi Brah. Okay. 58. epizoda je druga epizoda, dvakrat sem napisal, seveda, ker druga epizoda tretje sezone. Želeli smo vam dati in dali smo vam dovolj časa, da ste si v razmerah epidemije in v miru varno ogledali prvi pokoronski kinodvoranski spektakel, film Tenet. Magari dvakrat, če ste to rabili, magari trikrat tisti, ki ste to rabili. Zdaj pa se ga bomo torej z vsemi kvarniki lotili. Skratka, standardno opozorilo, velja tudi danes, epizoda bo vsebovala kvarnike. Če Teneta še niste pogledali, dajte ga, splača se, imeli se bomo o čem pogovarjati, glavna atrakcija boste na vseh družinskih zabavah, k epizodi se lahko še vedno vrnete pozneje, da odgovorimo na vse vaše KZV. Če pa filma ne boste gledali in bi raje poslušali nekaj, kar vas bo zmedlo in zafrustriralo, oziroma če bi raje poslušali nekaj, kar vas bo zmedlo in zafrustriralo, pa nadaljujte. Sledite nam seveda tudi, če ste film že pogledali. Maestro, medtem ko se pogovarjamo, nas preglasi z glasbo. In smo nazaj, to je bil intro, to smo mi, drugi del tretje sezone, mi smo naspidirani, pogledali smo si Tenet, šli smo v kino po, ne vem, kdaj sem pa jaz bil nazadnje v kino. Veš, kaj smo gledali nazadnje, po moje, ta nevidni mož, človek. Ja, smo skupaj gledali, ja, to. Igor je bil po moje še pol tudi kaj v kino. Ja, sem bil. Ja. Jaz sem bil v kinu na prostem, no, po letu, ampak pa Brdzo Frey, je bilo to kasneje. Noter. Mi dva smo to gledali, Ja, mi smo to gledali. Ja, jaz nisem. Ja, skratka, Tenet. Kaj je to Tenet? Kaj je to, kar se prebere naprej pa nazaj? Isto, to je palindrom. Kaj je to Tenet? Je film, ki ga je napisal in zrežiral Christopher Nolan, ki se nazaj prebere na Lon, tako da ni toliko zabavno. Igrajo John David Washington kot protagonist v glavnih vlogah, potem je Robert Pattinson kot Neil, pa Elizabeth Debicki kot Cat, in pa preskočimo do Kennetha Branagha kot Andrej Sator. Skratka, to glasbo je prispeval, kajti govorili bomo gotovo tudi o glasbi, Ludwig Göransson, sinopsis pa je pripravil Igor in sicer gre takole. Podrobni sinopsis nima smisla. Ker bi trajal ful predolgo. Jaz sem začel najprej in potem sem ugotovil, da sem napisal 4 vrstice in smo šele komaj dobro vstopili v tisto opero in sem ugotovil, da 2 strani sinopsisa, pa zato ne je bilo smisla, pa tudi še vedno bi bilo kompleksno preveč. Tako da par kratkih akcijskih točk. Film se začne z napadom na opero, ker prvič opazimo invertirano gibanje in poleg protagonista spoznamo tudi njegovega čudežnega rešitla, za katerega se na koncu, spoiler alert, izkaže, da je Neil. Pol gremo med vetrne elektrarne, kar se in hindsight kaže, da je najbrž namenjeno temu, da ima dvojnik možnost invertirano urediti stvari. In potem gremo v Mumbai, kjer predvsem spoznamo Nila, dejansko, in Prijo, pač arms dealer, ta glavno, in imamo par zanimivih akcijskih scen. Potem protagonist spozna Cat, grejo vdariti Oslo Freeport, kar je zelo lušna akcijska scena, dobro narejena. Potem spet sreča Cat in dobi torej meeting s Satorjem, ki ga igra Brena.
gre na jahto in potem sledi pač ta rob v Talinu, ki je zanimivo posnet v Talinu in najbrž je bil izbran zaradi te zelo dolge avtoceste. Ker je to dosti lažje posnet, plus je prvi veliki film, ki je posnet v Talinu po Stalkeru, kar se mi zdi, to pa je res wow. Okay. minilo. Nekaj cajta pa... It's that level, kao. In potem imamo invertirano zgodbo, vetrnice, Oslo Freeport ponovno in potem končni spopad, ki je pač velika akcijska scena in na koncu še zaključek z pucanjem. No, kot anglist nam seveda razloži, kaj pomeni Tenet. Ja, Tenet pomeni temeljno pravilo oziroma prepričanje, na katerem temelji filozofija ali religija. Zdaj v filmu rečejo Tenet, vejca pravilo je v podnapisih in potem temu rečejo Tenet dalje, kar je ful smiselno, ker je itak samo šifra, je ime organizacije. Pa pač kot palindrom je samo pač v originalu, mi nimamo besede najbrž. To je aksiom, ne? Ja. Recimo, ja. Ki bi pač se enako pač delovala kot palindrom. Tako da, ja, skratka, to je bil Tenet. Hvala, ki ste poslušali. Skratka, kaj je glavna privlačnost tega filma? Bomo začeli tle mogoče. Glavna privlačnost, kako misliš? Mislim, kaj je bilo... Zakaj smo bili tako napumpani to gledati? Ne, to itak vemo, ker je pač se kino tudi odprl. To je dobro. Tudi zdajšnje razmere so imeli nekaj praviti s tem, da je pač ta film toliko popularen. Zdaj mogoče čisto na začetku, da ne bomo vmes pozabili, jaz sem povedal to, da dosti je bilo kritik na ta film, pač seveda z strani, kako bi temu rekel, narojenih gledalcev, ki so rojeni v angleški jezik, ker ta film ima težave, Christopher Nolan to dela nalašč in ima tudi težave z zvokom. To pomeni, da če nimaš podnapisov, zelo težko slišiš, kaj govorijo. Se ne strinjam. Ja, ti se mogoče ne strinjaš, kaj imaš podnapise. Ne, pa moram priznati, da v bistvu, ko sem spremljal, gledal v živo v filmu, nisem imel toliko časa niti spremljati podnapise, če sem odkrit in sem se zelo posvetil sliki. Nisem imel problemov. Jaz pa priznam, da brez podnapisov postvari. Ne, se ne rečem, da niso pomagali, ker smo že toliko vajeni, da te v obrobo... Problem tle je, ker govorijo skozi maske, govorijo še petajoče, pa skozi je ta glasbena ali pa zvokovna pač neka podlaga in ne sliši vsega. Jaz mislim, da je namenoma s tem, da je tudi toliko nerazločno povedano, zato da se gledalec ne bi preveč ukvarjal z tem. Velik del dialogov je ekspozicija, kar je vedno minus pri tem, kak bi naj izgledalo vse skupaj v filmu, ampak tukaj brez te ekspozicije pač ne drži. Je pa potem tak, če ti se prepustiš tako kot mi to, gledaš vizualno, kaj se dogaja, ti dobiš ti čist dovolj informacij, to je pa background tega, da boš ti lažje razumel in film je tak ali tak narejen, da bi ga naj pogledal večkrat. In večkrat, ko ti bo oni tole razložili, bolj boš razumel, kaj ti bo razložili in bolj ti bodo se vse stvari povezale. In mislim, da je prav zares nepotrebno boljš razumeti. Zdaj, obvisli, če ne razumeš angleško, sploh rabiš podnapise. Mislim, da je to dosti boljša varianta, tudi kot če imaš sinhronizirano. Ampak ne rabiš pa nujno viseti na vsaki besedi. No, jaz mislim, da seveda ne rabiš, pa se mi vseeno zdi, da pač ljudje valjda si želijo razumeti, kaj se govori v filmu. To se mi pač zdi tako čist. Ne bom rekel, da je zdaj to kritika, ki bi pomenila, da film ni okej, ampak hočem pa reči, da je to malo tako pač... Strinjam se pa z enimi, ki trdijo, da recimo, da je to zelo slabo izbran film, ki ne bi nas pripeljal v kinodvorane, ker bo marsikdo to raje pogledal doma s podnapisi na Blu-rayu. Mislim, nobenemu ni zažezla v glavo vrgu, Nolan reši nas te bede. Zasuki cajt nazaj pred korono, kakorkoli, to ne gre. Veš, kaj meni se zdi, da odgovorim na vprašanje, pričakovanje, kaj nas je privlačilo pri tem filmu. Jaz sem po Dunkirku, ki je meni super, res super film. Debatable, vidim, ne? Predvsem pričakovamo neko nadaljevanje tega stila, pa vizualnega
nastopa ali pa razvoja njegove vizije. No? Ker Nolan, kompot lahko se zdaj pogovarjamo o njegovi obsedenosti s časom, pa da v bistvu like on tako malo jemlje, ne? Kar je tle še dosti bolj potenciral. Predvsem pa, da kak je zaljubljen v te svoje visoke, v narekovajih, koncepte, nelinearne zgodbe, bla, bla, bla. Ta film je full ploti in jaz sem pričakoval vsaj tretjino manj tega plota ali pa kompleksnosti, ki sem jo pol fasal, ker nekako po Dunkirku sem pričakoval mogoče malo spustitve. Da se bo malo mogoče ker se veš, Inception, meni najboljši od Nolanovih osebno je Prestige, ker me bolj nagovarja na tej osebni ustvarjalski ravni, ker pač dva kreatorja. Prestige je eden najboljših. Od Nolanov. Ja. Res? Ja. Boljš kot Dark Knight? Ja. Mislim, Dark Knight je super, nimam nič kaj za reči, ampak pravim osebno. Res? Ja. Da Prestige, to je meni najslabši njegov. Komu se za 1 uro o tem pogovarjamo, zakaj je da Prestige meni super? Najslabši. Mislim, ni mi slab, ampak če gledam pri Nolanu, jaz tudi v resnici včeraj, ko sem tole si gledal, katere filme delo, sploh se nisem spomnil, da je Prestige njegov. Meni je Prestige. To mi je bilo čisto krne. Dark Knight Rises je njegov najslabši film daleč. Meni to je. Vsi ostali, mislim pa Following. Pa Insomnia, meni mi. Insomnia, ampak je remake, ni za nič. Mislim, ni za nič, tak je, se pravi, za Nolana. Jaz sem spal zraven, toliko o Insomniji. Mislim, jaz se ful spomnim tega filma, sem ga samo enkrat gledal, da res mi je ostal v spominu. Meni Prestige, če poenostavi zgodbo, se gre o dveh ustvarjalcih, umetnikih, ki skušata za svojo umetnost čim več doseči, pa ste pripravljeni iti preko vseh meja. To meni osebno me ful nagovarja. Ja, se to verjamem, pač ne morete zdaj, zato ker te osebno nagovarja. Jaz nisem kritik, jaz sem samo fanboy. Koliko klonov si ubil? Koliko klonov sem ubil? Klonov. Zato sem zdaj malo skliknil klonov, kakšnih klonov. Se klonov izogibam. Razen v kleti. Skratka, kaj me je privlačilo pri tene? Ker me je zanimalo, kako po Dunkirku, ker je malo sprostil svojo repertoar, ga nadgradil, predvsem z novim režiserjem fotografije, ali kako se reče? Direktorjem fotografije, thank you, Hoytema, da mislim zelo nek upgrade se mi je zdel, zgodbovno, konceptualno, vizualno in me je zanimalo, če bo to naprej pelo in na en način je, ampak mislim, da pa tudi naredil korak 2 nazaj, mogoče celo na začetek karijere, v predvsem teh plot variantah, s tem, da je žrtvoval like je žrtvoval. Mogoče na te točke. To je zdaj že neka ocena, ampak naprimer to me je privlačilo. To je bilo tisto, ja. Ampak a ste po prikolci pričakovali, da boste dobila to, kar ste dobila? Ne. Mislim, v stilu, po prikolci pričakuješ, da boš dobil nek resen mindfuck in to sem dobil. Zdaj ne moreš pa pričakovati tega filma, ker je fucking insane, kak je zgrajen in pač tale ideja time travela, ki mi je super, kak je not vpeljana, jaz se ne bi spomnil. In nisem pomislil na njo in mi je briljantno. No. Tako da, je pa zaradi tega, da vpelješ en tak koncept noter, pa trpi na drugih točkah, ki so liki, ki so konstantna ekspozicija in vse to. Mislim, da drugače bi težko izvedel tak film, ampak mogoče bo pa kdo drug lažje nadgradil te koncepte, pa naredil kaj bolj... No, zdaj pa skratka, osnovni koncept, ki ga imamo, je skratka obrnjena entropija, oziroma bolje rečeno ta, kaj je že Sator, skratka ta ruski oligarh, pride v stik s prihodnostjo, kjer so znanstveniki odkrili, skratka, znali obrniti entropijo predmetov, to pomeni, da sta vzrok pa posledica nekako zamenjana. No, najbolj lažje si to tako predstavljate, da se gibanje vzvratno premika nazaj v pogledu opazovalca, seveda, ki to gleda od zunaj in da so lahko naredili zdaj predmete. In na koncu se izkaže, da želijo seveda obrniti potek zgodovine celotnega časa nazaj, zaradi tega, ker je preprosto podnebne spremembe so toliko uničile planet, da pač potrebujejo prostor, da živijo in pri tem naj bi jim pomagal pač on iz preteklosti, ki zbira
nek algoritem skupaj, no, ki bo to naredil, ki ga neka znanstvenica izumila in ga skrila. Reče se temu algoritem, ampak je sestavljen iz, 9 predmetov. Ja, tako je. Tisto McGuffin, tisto nima veze. Ampak tale inverzija pa se naredi v teh posebnih vratih, ki se jim reče stil neki. Križ, kako je bilo že prevedeno? Nekaj takega. Ja. No in enostavno stopijo. Dejansko je videti kot tale vrata vrtljiva. V supermarketu greš noter, prideš nazaj obrnjen, ne rabiš. Seveda vizualno ločeno na zeleno in rdečo sobo. Pač. Modro. Modro imaš prav, modro, ja. Idiot. Rdeče in modro, tako je, ne zeleno. Rdeče in modro, tako, ker sta pač, sta piloli v matrici, sta tudi rdeče in modra, ker je to pač klasično nasprotje. Ker je to posebej klasično nasprotje v Ameriki, ker imaš rdeče republikance in modre demokrate. Ne? Sta to dve barvi, ki sta ločeni. Ja, skratka imamo to poanto time travel, je pa drugače to nekakšna James Bond vohunka, mislim, da si ti mi to omenil. Čist bondovska zadeva. In jaz moram reči, da do tistega trenutka, ko on pride k tej znanstvenici ali kakorkoli že pač je bila meni tako res zelo zanimiva vohunka. Pač, zdaj nekateri kritiki so izpostavljali, da pač Michael Caine se pojavi nocem zato, ker se očitno mora, ne vem, iz nekega razloga pojaviti. Ampak meni je bil the best, no. Meni je do tistega trenutka se mi je zdel to pač to res tako echt vohunka, pač tako, da bo nekaj raziskoval in tako. Potem pa še posebej, ker ima nekaj zelo dobrih elementov, pač skratka ta prvi res te vrže film kar direkt noter, no, skratka oni so že v kombiju, nekako vejo, nikoli ti ni nič tle pojasnil, ne zakaj, pač on kar ve, CIA agenti kar vejo, da bodo tam napadli na nek, takaj že, opero v Kijevu, ja, ki je seveda odmev te čečenskih teroristov, ki so napadli opero v, mislim, da Moskvi, ne, in so jih Rusi ravno s tem nekim plinom, pri katerem so tudi nedolžni obiskovalci umrli vmes. Skratka, je to neka referenca, ampak skratka CIA agenti pa vejo, da je to sem pretveza, zato ker so prišli ubiti nekoga v častni loži. Skratka, vrženi smo noter v to in takoj potem, ko pač on požre tisto pilulo, suicide pill, ker ga kao imajo vsi agenti, ugotovimo, da ni v resnici ne deluje ta suicide pill in sicer je ful poškodovan in nerešen in ga ta šef se pogovarja z njim in pol ta pogovor z Michael Caineom, meni je bilo to super, ker je bila končno tako vohunka, kjer si imel nek dokaj subplota, kjer so se pogovarjali tako, kjer ti ni bilo vse na pladen dan, veš. Ker meni je pri Bondu včasih gre res na živce, ker tako, on je bad guy, nekaj skuša narediti, pejt zvedi kaj pa ga ustavi. Pač tle je bilo pa nekaj, se mi je zdelo, kot da je neka nijansa, sem pol, pa res film gre v to bondovsko eksotične lokacije. Ful menjav lokacije, za katerih pač ne veš, zakaj je ta podzgodba za tole risbo tako pomembna, ker bi on komot lahko šel tudi ta vrata iskati v totalni, pač ne brabo tega podrizbe, ampak da on se naveže na nuno žensko. Ja, pač, tale romantični del je tu not vsiljen tak na silo, vsiljen, no, da je malo brez veze in ful zgubijo liki zaradi tega. On je neprepričljiv povsem, za razliko, če primerjaš Bonda v Casino Royale, ti verjameš, da je on pripravljen vse narediti za lik Vesper. Tukaj pač ona dva sta si, da mogoče všeč, mogoče bi se kdaj še malo več pogovarjala brez nekih teh intrig, da bi se lahko zapalila, ampak... Ja, pač vzel je te neke totalne stereotipe, ne? Skratka ruskega oligarha, Kenneth Branagh. Tako se ti, mi to v zadnji epizodi, če se sprav spomnim, prejšnji teden, pač omenil, kaj ima on s temi na glasi. Ja, jaz res nisem, ali niso mogli najti enega ruskega igralca, da bi namestil, pa sploh zakaj ruski oligarh? Ne vem, jaz bom tako rekel, Branaghu se malo očita, da je zdaj, ko on v sceni nastopa, da res požere, ne, ful, ampak mislim, da je to tudi deloma bilo navodilo, ker glede na to, kak je plot težek, pa ekspozicija vseobsegajoča, ne, da te zabaše, moraš imeti tako malo over the top varianto. Pa seveda ti moraš imeti tudi to, moraš ti verjeti, da on hoče uničiti svet. To je pač isto, jaz mislim, da je bolj zaradi tega, ker
res si vzame cajt za njega, zato ker pač tebe mora prepričati ta motiv, ker če te ne, imaš problem. Jaz imam problem, zato ker zaradi celotne strukture, zapleta, ki trpijo liki, so mi v bistvu bolj ali manj res vsi razen Cat, rahlo neprepričljivi. Ona ima neko motivacijo, ona hoče biti svojim sinom. Čeprav je tudi stereotipna, pretepena ženska, ki je drugač zgleda, kot nekdo, ki je iz modnega kataloga. Protagonistu se samo reče, naprimer, protagonist. Ja, vem, ampak že to, da ima ime protagonist. Jaz mislim, da je prvi znak tem, kaj on dela z ljudmi. Jaz mislim, da je to točno to. Nolan je po moje hotel, ne bomo mu dali imena protagonistje, ker pač ne znam. Obupal sem na tem. Čeprav meni je on drugač hud, no, tako hud mi je, prepričljiv mi je bil tako, kot pač agent, koliko mi je Daniel Craig, prvi Bond, ki mu verjameš, da lahko ga pretepe v lifeu, ne? Medtem, ka pač jaz pač, nikoli nisem. Mislim, prepričljiv je ravno toliko kmet na šahovnici, no? Ja, no, ampak... Ne, igralec ima dovolj karizme, ni prepričljiv kot romantični junak. Pač problem je, kako hoče imeti globino, ne? Dokler pa nima globine, je pa on čisto. Ampak jaz mislim, da je to poanta, ni. Se on je kmet na šahovnici, ampak lasten kmet. Manj. Mislim, da vso to razlaganje, ki se liko razlaga, vsa ta ekspozicija, ki se zgodi, je, mislim, da mogoče bi se Nolan mogel, ali pa bi se mogli začeti pogovarjati, kdaj je preveč tega. Ne? Mislim, nič ne narobe s filmom, ki postopa na ta način, ali pa seriji, kot je Dark, ki želi na ta način postopati, ker mislim, da ni nič slabše, nič boljše, samo pač drugačen način zgodbe. No? Ampak tukaj bi sem pa tak, mislim, ti nucaš neko sidrišče, da se pripopaš. Ne? Posebej za film, ki traja 2 uri pa pol. Točno to, ja. In se kompenzira zelo na vizualni ravni, viziji, glasba, dialogi, vse to nekako dela, samo pri likih pa pol zmanjka, ker pač, da mi je Cat, da se vrnem nazaj, da mi je Cat edini lik, ki ima neko čustveno komponento, mi je malo tak robotsko, ne, filmu, mislim za film, ki bi govoril o življenju pa smrti našega vesolja, pa planeta. Imajo tudi Neil. Ja. Meni je Nils, meni je pa ravno to, meni se ti ta romansa med njima dosti bolj, sem premalo... Ne, glih to je point. On na koncu se šele izkaže, da sta ona dva že ful časa prijatelja. Zato je tale prijateljstvo ful bolj iz Nilove strani do protagonista kot obratno, ker se on še ne zaveda, kako dolgo sta že frenda. Ne? In to se mi je zdelo, da je zelo dobro prikazano. Ne? Okay. Ja, meni je bilo to tudi, pa mislim, vse se je videlo, med njima je bila neka dosti boljša kemija. No, plus, kaj pa vedva menita o teoriji, da je Neil, ne veš za teorijo, da je Neil sin od nje, ne. Od Cat, deček, takega, ki ga tudi premalo vidimo, da bi bil. V resnici je meni problem tega fantka, ker nikoli ti ne vidiš, da je on ogrožen ali pa karkoli, zato ker ti ga skozi vidiš, da ona ampak jaz sem to pomislil, da se bo na koncu točno to razkrilo, ampak se ni, tako da. Mislim, kaj ista barva las mata. Pa ne vem pa ni, a pove, kako je malemu ime. Ne, drugačen. Pa verjetno ni Nil. Mislim, tako bomo rekel, po enem gledanju je to ekstrapolacija, po drugem se mi zdi nepotrebno. Veš kaj meni, super, to kaj Nolan tudi v intervjuju je parkrat rekel, pa to kaj znanstvenica pove, ne preč razmišljati. Just feel it. In se mi zdi, da v bistvu uspešen, ta film je toliko uspešen, koliko si se ti pripravljen zaupati viziji, no? Pa konceptu. Ker ful stvari bo šlo mimo tebe. To je dejstvo. In jaz tudi dvomim, da bom po drugem, tretjem filmu lahko v bistvu še gledal, v bistvu videl vse noter detajle, ampak mislim, da ni potrebno, da pač veš, kaj je bilo meni zanimivo, ko sem prišel ven iz kina, sem imel neko izkušnjo, nekaj je bilo, pač, to se zaful tako, ne vem, kot... Zelo samopomočno. Točno vem, ampak ne, ni to, samo pač zdelo se mi, da sem videl nekaj ful dobrega, ne znam s prstom pokazati, kaj mi je bilo totalno všeč, vem, da mi je bila akcija všeč, muska mi je bila všeč, kako je narejeno mi je bilo všeč, ne vem pa zdaj, veš, postaviti nek racionalni okvir, ker mislim pa, da je Nolan mogoče, to je zares moja izkušnja, naredil nekaj, da dela na
tako racionalen ekspozicijski film, ploti heavy, da te zna tudi vklopiti na enih drugih levelih, kot pa zgolj, da si razlagaš film, ja, to je tam, pa Nil je sin ali pa kakorkoli. Ja, veš, kaj mislim? Ne, meni se je zdelo prav te momenti not med gledanjem filma, ki te resno, kjer se zaveš, lahko že sred tega, koliko kompleksno je, kot recimo to, ko imaš med zadnjim tem spopadom, glede na to, na katerih ljudeh je fokus, gre glasba naprej ali pa nazaj. To se mi je zdelo briljantno. In je, mislim pa celo, kako je vse skupaj sestavljeno, je pač če probaš pa vse ob prvem gledu razumeti, pa te malo začne poslabljati. Ko sem prišel ven, pa se pol v avto za Tino pogovarjal, mi je bilo tako full man feeling, kot da je to v bistvu 200-milijonski eksperimentalen film. Mislim, kot študent sem videl marsikakšno delo, ki obstajajo kot 5 ali pa 15-minutni pisi, pa se ful igrajo z medijom filma. Pa ne rečem, da je to za to, ampak ima pa neke take momente noter, ki ti nekako medij, predvajanja, medij gledanja, nosilec, na katerem smo mi zrli to, ti malo bolj utelesijo. In to se mi je zdelo zanimivo, pa ne rečem, da moraš to skužiti, da je to nujno skužiti. Daleč od tega, samo jaz sem to zaznal in se mi je zdelo, da Nolan, ta blockbuster, to je summer movie. To je studijski film in to je noro, da lahko on to naredi, da se to sploh pride na takšna platna kot ono. Mislim, da dobi $200 milijonov, zato da jim razloži, del filma si gre naprej, pa da gre nazaj. Ampak v bistvu, gledaj, kot referenco pokaže Inception, pa rečejo, ok, you do what you gotta do. Sure. S tem, da je pač jaz, mislim, meni je tako dober si rekel, pač koliko si ti pripravljen opustiti pač to vero, ne vem kaj, pa pač utišati racionalni del, to uživaš, ker recimo jaz imam težave s tem filmom, ker mi je po eni strani gre totalno na živce to, da Nolan zmer hoče izpast ful pameten, pa ful zakompleksat, ampak boljše je net preveč tuhtati o tem. Kako hitro začneš tuhtati, pa ti stvari več ne grejo najbolj skupaj. In to je meni pri njem vedno, mi je tle nek problem. Tako, ko vem, da vaju je pripričal, ampak recimo to, da Batman mora prevzeti krivdo, pa tako, ne, it makes no sense, kako hitro se malo poglobiš, je brez veze, je rabiš, pač ti si rabo to grandiozno, tako, ko v tem primeru rabiš nekoga, da ti pove, da je ta ruski oligarh ful svinja do svoje žene in da je ne bo pustil drugim moškim, čeprav je ne ljubi več, sem zato, da ti pol preskočiš od tega do tega, da on ne bo pustil planeta nikomor več, zato ker on umira. Pa kljub temu, da pač tistega otroka mogoče ima rad ali nima, pač nikoli nisi izvedel, kaj ima on ali ima kaj do tega otroka. Štekam, jaz samo ta problem z liki, ker v bistvu tudi mene ne prepriča, da zdaj pač on ima kleščarja na trebušni slinovki, razumeš, pa hoče cel svet za sabo. Ampak mene tudi eni drugi elementi ne prepričajo to, ker recimo, jaz še zdaj ne razumem dveh stvari pri tem full medeta. Najprej, zakaj ti rabiš inverzne predmete? Zakaj ti rabiš pištole, ki streljajo nazaj? Tega ne razumem. Ne, ona pištola, mislim, jaz se niti nisem obadal s tem, zakaj je ona pištola ali pa metki so tam, ker je pač full dober način, da ti pokaže, demonstrira, kako to funkcionira. No, vse to je res. To je dejansko edina stvar, kaj je. To je tako pri Star Treku Warp Drive. Tam je nekaj žari, razumeš, nima veze, to samo dela, mi gremo. Jaz razumem še funkcijo Warp Drive, pri čemer pač tu ne razumem, zakaj bi si ti želel imeti, da ti nekdo pošilja iz prihodnosti pištole, ker pobiraš metke in obratno. Če ti itak hodiš, imaš vrata, skozi kjera lahko hodaš nazaj. In tako, zakaj? Če ti vzameš pištolo, ki strelja nazaj, edino to je, noter v realnost, ki se odvija nazaj, pol ta pištola strelja naprej, ali kaj? Ne, realnost, ki se odvija nazaj, ne obstaja. No, se je. Ampak ti greš v drugo smer. Ja, ampak lahko ti reverse streljaš ljudi. Ja, ampak zakaj bi to hotel? Ker ne bojo pričakovali. Ful teže je v resnici. Ful teže se je voziti z avtom nazaj v resnici, kaj naprej. Tega jaz nisem razumel. To je prva stvar. Druga stvar, kaj mi je tle pač. Jaz lahko pustim to, da grejo stvari nazaj. Super se mi zdi. Odkrili so reverse entropijo, the best. Ampak zakaj pol ti, če ti lahko greš nazaj v čas za tem, da greš nazaj, zakaj pol na neki točki ne greš skozi druga, ne držiš teh vrat ful bliže skupaj, greš neko sobo, si en teden noter, greš skozi druga vrata in si en teden potoval v času in še vedno lahko ti greš z zavedanjem, kaj se bo zgodilo v tistem momentu, ko si ti lahko greš ob avtocesto, pogledaš, kako je šla izmenjava, tako, ok, super,
vdihaš tisto težko masko, greš nazaj skozi vrata, čez en dan naprej in tam počakaš nekje pri avtocesti, ko bo izmenjava prsla, pobereš tisto in se premikaš normalno naprej. To ti reče, da ne gre. Povejo ti, da to ne gre izvesti. Zakaj ne? Zato, ker kar se je zgodilo. In ti lahko samo s tem, da hkrati pošlješ ljudi nazaj in naprej, izvedeš, spremeniš stvari, da se ne zgodijo. Ker ne moreš spremeniti preteklosti, ti dejansko sproti spreminjaš sedanjost, ne moreš pa spremeniti preteklosti. Ja, to je mogoče res, ampak na tehnični ravni je to res, ampak na ravni časa še zmeraj ti spreminjaš. Ne, tu pa je potem stvar tega, ali imaš ti en timeline ali imaš mnoge. Tole je narejeno, da je en timeline. Ja. In potem ne more biti drugače, kot je. Ne vem, pač meni to ni imelo nekega smisla. Tudi pojasnilo se je ful slabo. Pa ful me moti, pač pri tem filmu mi pa res gre to na živce, da on tako kao, kaj pa Grandfather paradoks? To je paradoks. Ja, to je res, hitro zavržejo to. Ja, res je tako, pač pristane še posebej, a veš, ker on pol gre na uno ladjo, pa naenkrat gre naprej, ni pač šel, je šel očitno tudi skozi to, una dva glesta, tudi je tako, a veš, ene stvari, ki so tako, ok, ne sme se ti srečati s sabo, ampak očitno sem koža šteje, ali kaj. Tole ni, to, da se ne smeš srečati s sabo, je praviloma neko pravilo, ki nikoli, mislim, dostkrat se to uporabi v time travel štorijah, kot pravilo, ki ga noben ni testiral za ziher. Okay. No, skratka, in tukaj mi tudi deluje tako. Ja, čeprav nista bila tudi v stiku za no, sej to je tisto, pač, ker sta oba maskirana. Mislim, meni se zdi, da takole, ravno dovolj ti da v teh, tako se ti omenil, teh par primerov, pištola, pa ono nazaj, pa avti, pa greš ono pobrat, pa ravno toliko je teh obrazlag, zakaj to ne gre, da je funkcionalno. Ker če Nolano lahko kaj rečeš je, da bi sta ravno toliko ti dal, da funkcionira. No, in tu je moj drugi, največji bif. Jaz lahko tle opustim to, pa se ne ukvarjam, predvsem, ker je tudi fucking zapleteno in ne vidim, zakaj bi se kar je film. No, zdaj čakam en ogromen ampak. Jaz se tle strinjam pač s tem, da pač ni treba zdaj vsega razumeti in tudi ni poanta tega, da zdaj mi Nolanu dokažemo z 4 eksperimenti. Čak mal, če je pa una aktovka leti pri takih trosti, pač ni to poanta. Ampak, kar imam pa jaz bif s tem filmom je, a je ta film, ta element inverzije izkoristil do te mere, da je da to zdaj transcendira nek poprečen akcijski ali pa vrhunski film, ali ne. Ker jaz imam s tem probleme, meni ni. Meni je bil všeč Dvoboj na hodniku, mi je super, in tudi ko sem ga v drugo gledal, je še vedno the best. In ful dobro mi je bilo ta zadnji spopad, ko gledaš uno stavbo, ki se hkrati sestavi in zruši in s tem zvokom in je briljantno tisto. Ampak v resnici vse ostalo pa mi je ful nekega tekanja nazaj pa naprej, pa avto, ki se pa zdaj obrača v drugo smer, ki bi se... V resnici tisto mene ni toliko impresioniral. Tudi tisti avion, ki ga raznese, zdaj pač vem, da ga je zares, ker je Nolan hotel pač razčefukati avion. Ja, ampak a je bil tisti prizor res zdaj toliko boljši od, ne vem, nekega podprečnega Netflixovega filma. Mogoče imaš ti tukaj problem, da ga takoj postavljaš. Ja, vse vem, smo rekli na začetku Bondiada, ampak v bistvu niti ni. Je zelo science fiction naravnan film, ki zelo hitro opusti trope. Bondiad. Ampak jaz tu govorim o vizualnem. Meni ta film ni bil vizualno. Meni je pa vizualno v bistvu zelo navdušen. Tehnično je izjemen. To je vse bilo in-camera efekti. Ampak vem, da to ni nujno, zdaj, da to govorim. To sploh ni nujno. Meni je bilo nekaj zelo novega, ker tudi v onih fajtih, ki jih gledaš, ne, ti vidiš, da je bilo nekaj drugačno narejeno. Ta moment čudesa, ki ga imaš kot tisti mikrosekunda, ko ne veš, če se vlak zapelje naprej ali nazaj, ko sediš v kupeju, točno to je po celem filmu malo razdeljeno in to je temu jaz rečem medijski moment suspense realnosti. Veš? Ja, meni zanima, kaj ti po celem filmu postane. Kaj ti meniš s tem, da ga primerjaš s poprečnim filmom, s katerim konkretno? Boš zdaj rekel, vem, ok, Fast and Furious si povedal, da nisi videl, ampak... Ne, nisem gledal, Glej, Fast and Furious pa podobni filmi, pa Michael Bay pa tak dalje, so bombastični, in so eksplozije večje kot tukaj, ampak vizualno se ti pa manj dogaja, ali pa vsaj pri dosti teh filmih ne moreš slediti, kaj se dogaja, zato ker so dobni dobro, zdaj se rečem, da je ravno Michael Bay, ampak ne vem, zdaj čak se skušam, ampak recimo
ne vem, tudi neke fight scene. Recimo, to je tako, kot da bi jaz rekel, da je zdaj zaradi unga pretepa v dvigalu Winter Soldier pač fenomenalen akcijski film, recimo. Zdi se mi, da je pač tega premalo, veš, pač meni na avtocesti se mi ni zdelo nič posebnega, pač na avto se nazaj voz. Ja, ne, ampak glej, recimo, imeli smo zdaj desetletje identičnih car chase'ov z črnimi suvi in mislim, da Black Panther je bil edini film, ki je tu nekaj malo drugače uspel narediti. To je res, ja. Ampak ta bil zdaj ta car chase drugače, zato, ker se avto nazaj voz. V kontekstu, ki je bil zastavljen, ta svet, ki je s pravili, ki jih je postavil pred car chase'om, se mi je zdel zelo zanimiv, svež in inovativen. Potem fight scene, naprimer, če grem na level montaže, ko Američani režejo pred vsakim udarcem, po vsakem udarcu, da je enemu našega talenta udaril po bogem nosku, razumeš? To je bilo sveže, glasba je bila sveža, vse je bilo nekako zelo sveže, kar sem spremljal. No? In v bistvu, ne rečem, da zdaj mora, ne vem, križ pricati in slow motion, ampak... No in tudi, če primerjam z Nolanom, zaključek Inceptiona, tisti Snow Fight, tisto je ful slabše posneto. Da ne govorimo o Dark Knight. Ampak recimo Dunkirk je bil meni akcijsko ful boljši presežek kot tole. Jaz se Dunkirk, naprimer odzven Dunkirka vidim v zadnji orkestriranem fightu, tam pincer movement. Je dosti tega pač. In recimo meni je bilo tam čist, ne bi rekel, da mi je zdaj ta film, sam zaradi tega, ker pač uni tečejo nazaj, uni naprej, pa ker je dosti tega streljeno. Pač ni mi bilo neke tok velike razlike, jaz nisem videl. Jaz moram reči, da ne. Ne, jaz te razumem, čisto razumem, ampak mislim, da ni bil zdaj, veš, če se gremo tolega postavljati na neke stopničke ali pa poličke, mislim, da to ni bil niti namen, ker res, mislim, da pri Nolanu, pri temu filmu se moraš najprej vprašati o temu visokem konceptu, pa kaj on vse podreja temu. In podreja žanr, like, a veš, vse temu podrejeno. Vse to je ti, sem pač, jaz se sprašujem, a se splača, če ti temu to podrediš tok, pol pa imaš papirnate like, ker jaz ta film bom gledal še enkrat, ampak jaz ga bom spet gledal strukturo. Vedno manj bom gledal like, ker me niso prepričali, ker so mi bili nezanimivi in tako se skupaj. Jaz mislim, da je to point. Že v Dunkirku je to zastavo, po moje, ker oni liki so... Dobro, ampak oni so kmeti na šahovnici v Dunkirku je to tisto, kar je res meni super pri filmu. Veš, ker so vojaki brez imena, to je vojna. A veš, tle note pa imaš ti lik, ki se imenuje protagonist. Pa pač noč ne da od sebe, celi 2 uri pa pol. Ampak imaš pa vmes twist, da mu reče ona, da ni edini protagonist, potem pa on reče, da je glavni protagonist. To si mi je zdelo zelo tako malo meta že. Mal je bil narcisoiden tale. Nekaj zdi se mi, da edini lik, ki bi tle lahko imel malo bolj resen razvoj, je torej in Sator in Cat, ki imata razmerja, pa čustvena stavnico, da se tako izrazim, pa tudi zaradi tega, ker so vsi ostali toliko potlačeni dol, tudi njuna zgodba potem trpi. Ne, pa se mislim, tudi te stvari se večina teh ljudi ima, kar apparently superpowers tale lik, ki ga igra Hamish Patel, ne vem, kako mu je ime, Mahir. On v katerokoli državo ga daš, bo on znal narediti tak, gremo v Tallinn, rabim tak 4 tovornjake, od tega naj bo en gasilski. Ok, 3 v redu, ja, ni problema, ne. Dobro, to so samo ljudje, ki imajo karijere za sabo. Ne, pa so profesionalci. Mislim, vse v Tallinnu, vse dobiš. A še nisi gotovo tega. Ker drugače, mislim, meni je bil fascinanten, pa fascinantna mi je ta struktura. Čeprav je pač pol spet tako, veš, zmerje, ko imaš time travel film, pa še posebej, ker ti enkrat razkrijejo, da nekaj, kar si na začetku povedal, se lahko na koncu pač obrne nazaj, si tako, se pravi ta ženska, ki je skočila z jahte, tako je, veš, kaj bo, ne. To mi je malo tako, pač, ne vem, mene pač ta film ni toliko prepričal. Moram reči, da mi je bil recimo vizualno Inception dost bolj hud. Recimo znamenit pretep v hodniku in tako, kako spet pač pizda, jaz ne vem, kaj imam jaz v hodniku. Nekaj imajo drugi, jaz imam nek problem s hodniki, izgleda, ali pa neko veselje do hodnikov. Skratka, ampak tisto, ki se obrača, pa ti se mi je zdelo, tudi recimo Doctor Strange, pa vse tisto mind-bending realnost, se mi je zdelo, da tle pač nisem dobil, jaz sem vseeno na nek način pričakoval več. Jaz sem, ko sem gledal trailer, sem itak mislil, da bo inverzni predmeti, da boš ti lahko znotraj realnosti pač obrnil neko entropijo nekih predmetov ali pa ne vem kaj. In nisem pa vedel, da bo to za nazaj, ne, se je tako potekalo. Ampak pol, ko mi je bilo tako,
mi je bilo še čisto ok, čeprav pač mene res spet me zmoti, ker ta lik kar pride k uni znanstvenici, ona mu reče, glej, tole ne streljaš, ampak ujameš metek in potem kar, intuitivno, je beti intuitivno. Ne bo zdaj ti rekel, da ko ti nekdo reče nekaj takega, da nisi vse malo, fakt ti si fuknjena, vi ste vsi fuknjeni, fuck off, jaz grem odle ven. On kar sprejme to, nekdo iz prihodnosti se bojuje proti nam in šele zadnjih 10 minut filma zve, zakaj, ker se do takrat noben ni vprašal. Prav noben se ni vprašal, zakaj bi pa oni to naredili. Ne, vsi vejo raz njega, v bistvu. No, se on tudi ve, sem v prihodnosti. V preteklosti. To mi je tako. Drugač pa pač, ful neizkoriščenih. No, zakaj s tem Pattinsonom ni bilo več, ker se je videlo, pač še bolj bi mogla imeti to interakcijo, da bi mi še bolj začutili to, ko on gre, ker to mi je bilo meni super. To je iz Dr. Whoja, kjer se ona dva, kjer se Dr. Who zaljubi v enem, pač v eni sezoni, v to pač, pozabil sem že, kako je ime, se ni važno, skratka, zaljubita se, ampak mislim, on se še ne zaljubi, ona pa je že zaljubljena vanga, zato ker sta se zaljubila v prihodnosti in ona potuje seveda nazaj v drugo smer in zdaj pač to, kar je za njega prvi zmenek, je za njo zadnji. In pol obratno, tisto, kar bo za njega prvi zmenek, bo za njo zadnji. Se pa tudi, mislim, Watchmeni so dali izjemen pogled v to ljubezen. Tudi Watchmeni so meni bili amazing glede tega. In tako mogoče me tle, pač ravno zaradi vsega tega, ker trenutno res imamo dost ponudbe time travela, me to mogoče malo zmotilo. Mislim, glej, pri logiki time travela lahko vedno najdeš napake, ker pač je to nekaj, kar tudi zato, ker smo mi prepričani, da je to nemogoče. Ne? Ampak kako to vizualno prikazati? Pa se mi je zdelo vis-a-vis tega, da se ti z enim avtom odpelješ 88 mil na uro, mogoče malo bolj sveže, novo, drugačno. Da se pač nazaj odpelješ 88 mil na uro. Z BMW-jem, terenci. Nekaj, v bistvu, se po mojem bo naknadno gledanje ali pogledanje več pokazalo, ampak jaz sem že v tem car chaseu, ker v bistvu res tebi možgan ne more, je zelo problematično zaobjeti te slike. Ker avto, ki nazaj fura v isti hitrosti kot nekdo, ki gre naprej, naprimer, če furaš, če imaš vozniški izpit, veš, da v rigverc furat ne gre tako hitro, avto bolj tuli, levo, desno. In šele potem, ko si vklopiš te dodatna pravila, ki ti jih je Nolan zdaj pač ponudil, rečeš, se on ne fura nazaj, on fura naprej, samo čas, a veš. In to je problem suspense realnosti, ki ga mi pač imamo, v filmu je v bistvu zdaj prikazano, pa mislim, da je funkcionalno prikazano, vprašanje pa je dovolj prepričljivo pokazano. Mislim, da bo to glavni problem tega filma. Pa meni lahko prepriča. Pač zdi se mi, da tudi ni tako, da bi bilo zdaj toliko posebno. Meni se zdi, da v bistvu, če bi on šel overboard z estetizacijo rigverca, da se tako izrazim, bi prej se folk obešal na te tehnikalije, kot pa na uživetje, Ne, mislim, da je vizualno šel v ene svoje poti v Interstellar. Tukaj pa je dost bolj se potrudil, da je vse skupaj grounded, podobno kot Memento v bistvu. Pri čemer je Memento zelo clever film in zelo osnovno posnet in temelji na ful preprostih tehnikah. Ja, pa je tudi bolj intimen, za razliko od tega. Pa je žalosten, tragičen. Imaš dejansko te čustveno na koncu razrve. Tukaj pa pač, tle pa pač je malo v summer movie spektakl narejeno. Mislim, ker dejansko od vseh njegovih koncov je tale najbolj lightweight. To pa je se, No, je pa tudi, pač seveda, da ne bo kdo narobe razumel, seveda je pa to, pač absolutno se strinjam, totalen presežek v nekem akcijskem summer moviju, ker pač jaz imam Nolana ravno zaradi tega rad, sicer nočem, da on sam misli, da je še pametnejši, kot je, to mene malo moti, ampak mi je pa všeč, da ti nekdo ponudi pameten žanr. In to sem se pogovarjal, pač, ker je bila... Z Nolanom. What up, boy? Ker je bila Nika zraven kino in smo se pogovarjali in mi je pač, točno to sva se pač tako, da pač jaz od žanra pač pričakujem zdaj že, da nisem
če je akcija, mora biti res nekaj novega, no? Ali pa če ni, da je nekaj pametnega. No? Ne morem jaz kar tako požreti. Jaz mislim, da je zelo originalen pristop. Ker Nolanu pa res ne moreš reči, da se pretirano ponavlja. Komod bi lahko rekel, ajde, ta film nekako odzvanja Memento. Dobro, razen čas, to ga mu res obseda. Ja, pa dobro, ok, čas je očitno tako široka tema, da Nolan znova in znova lahko nekaj svežega ven potegne, ampak še posebej mi je, meni je, naprimer, Nolana fajn gledati iz tega tehničnega, konceptualnega stališča. Želim to pa to narediti, pa o tem se gre inverzija. In potem, kako on zgradi vse te majhne obrtniške delčke, da potem sicer na vrhu rečemo, odjebite liki, ampak da mi vse to skupaj drži, to mi je ful zanimivo, na ta način ga študirati. No. In tukaj je on mojster, pa mojster je predvsem v temu, da dobi za original skript v zdajšnjem Hollywoodu, v zdajšnjih primerih, za original idea pa skript, da dobi 200 milijončkov. Ponavadi takšnim projektom bi rekla, ti si neki študentek, da tu imaš 15 čau. Ne? Koliko dobi Kaufman, naprimer, ne, veš, za Eternal Sunshine ali pa naprimer Tata Nova, veš, čist drugi cash je to. Pa so zelo tudi sveži vizualni ali pa konceptualni ideji, ne, mislim tako. No, je pa res, da Nolan res zasluži s svojimi filmi. Sure. Upam, da bo tudi tle, ker bi vse kako rad videl še mogoče kaj drugega, ne, kot pa čas, ampak ja, veš, da... Ne, mislim, nedvomno, da se oni bojo rekli, tudi če film ne bo povrnil zdaj za kino predvajanjem, bojo, pa zato se pozna pač korona efekt plus, oni imajo potem content, ki bo ekskluziva za HBO Max, kar pa tudi pomeni ful, ne? Ja, jaz mislim, da to sploh ne bi smel imeti nobenih težav, ne? Drugač pa ja, meni jaz tudi moram reči, da drugač pač tako, ja, pač koliko mu je Nolan dopustil, tudi ta John David Washington mi res ni bil slab, gledali smo ga že v Black Klansmanu, pač meni se je dopadlo, no, tako in ja, ne, mislim, za tako kako akcijo ali pa nekaj tako zgleda čist sposoben fant. Mislim, on je sin Denzela Washingtona in mislim... Vedel, res? Ja. Res? Ja, in definitivno je na dobri poti karierni. Ledi. Tako kot fotor. Ja, mislim, sploh če pogledaš fotorove akcijske filme, ki so disaster. Ja. Ne, se Equalizer 1 še, ok. Pa torej, se tudi do disaster filmih je nastopil. Ja. No, pa bil je Black Panther, ne? Tako da, fotor. Definitivno pa je to film, ki ga je fajn gledati v kinu. Mislim, veliko platno, odličen zvok, ful naredita pri doživetju. Predvsem muska, no? Jaz mislim, da Nolana, ki se zdaj napada za te, rečemo temu, anglosaksonske sfere, jaz mislim, da je to predvsem ameriško-angliški problem, ki ne marajo podnapisov, samo pač lejte, če ste vizualno nepismeni, je pač to vaš problem. Za lastne filme navadno itak nimaš podnapisov. Jaz bi dal podnapisov na vse skupaj. Tudi Jezero ni imel podnapisov. Ne, mislim, da je to čisten drug problem, veš, ti si prej omenil, da težava. Ne? Jaz imam problem s tem, da ga opišeš to kot težavo. On je imel tam celo ekipo, po mojem, teh montažerjev, pa editorjev, sound designerjev, ki po mojem zihar je kdo roko dvignil. A res moramo tako delati, pa on zihar nazaj rekel, ja, točno tak model, ker točno tak čem, ker tak sem že počel in tak je že... Ni noben rekel, da to ni namerno. Namerno je, ampak še vedno pač publika ima probleme razumeti. Vem, samo publika se očitno, ne, to, kar on želi, mora navaditi na nekaj drugega, kar je vajenega pri njegovih filmih. Ja, no, to se absolutno strinjam. In tu mislim, da pač on ne zgolj na vizualni ali pa zgodbovni ravni, se celo na zvočni, glasbeni ravni zahteva isto pozornost ali pa vse isti suspens. No, mi pa zahtevamo isto pozornost na like, končno. Se strinjam. Pri tem pa še posebej, veš, ti si omenil, ful denarja dobi, super, ampak a ne moreš 10 milijončkov dati zraven, pa nabaviti enega poštenega scenarista, ki ti bo znal povedati, ti liki so pa... Mislim, ne bom se delal za pametnega, da bi kaj je tisto pravo ravnovesje, ampak sprašujem se, a takšen koncept, kot je to, ne, ki toliko stavi na tvoje prepričanje, da to vse, kaj nam on kaže, deluje, ne, a to požere potem močne like ali neke hude motivacije. Sicer jih pogrešam, ampak veš, to funkcionira v istem okvirju. Njegovi liki v filmih, kjer je imel so scenariste, so bili boljši. V
Dark Knight, recimo, ki ima zelo razdeljene like, sta bila zraven brat in Goyer. Ja, samo čez drugi film, veš. Vem, ampak tam je uspel razdeliti like. Uspel jih je v tej Insomniji, je imel ful vrejo razdeljene like. Prestiž. Ja. Prestižu so ful manj kliše. Samo veš, zdaj pa, omeniš, torej Nolana lahko razdeliš na dva načina, ne, kao na ta, rečemo, zgodbovni čustveni del ali pa kao ploti, zapletski, konceptualni del. Ker na tej Tenetovski strani imaš potem Dunkirk, Inception pa Memento, pa Interstellar, medtem ko vsi ostali so pa več. Ja, in tukaj jaz ločim potem... Glej, ampak tudi Interstellar, kjer je on probal čustva dati likom, je bilo grozno. Ja, vem. Ja, plizno. Tam se je po mojem on naučil, da mogoče ne gre vse skup. Ja. In da če boš na koncu imel ljudi, ki jočejo in govorijo o ljubezni, tudi če znajo to zelo vredno odigrati. In v bistvu zaključek Interstellara je ful podoben kot zaključek Petega elementa. Ampak, ko Mila Jovović reče, da je Peti element ljubezen in je v tistem čist pulpi, shiny bajni filmu, rečeš ja. Pa je, ne. Ko pa imaš tam onega... Ko ležiš na ročju Brusa Willisa, je valjda Peti element ljubezen. Halo. Pizda staj. Pri Nolanu se res splača to malo bolj razmišljati na ta način. Torej, ločnica v karieri, ko očitno zdaj razvija malo bolj high concept variante, kot je na likih, ne? Da pač nič ni prav, pa nič ni narobe, pa nič ni boljše, pa nič ni slabše v tem primeru, ne? Samo pač drugače je. Ne? Ja. In to se mi zdi, da ko greš Tenet gledati, ne boš dobil Dark Knighta, ker so liki čist druge, pa drugačno vlogo imajo. Ne? In ne vem, če mi je to najbolj všeč, no? Ne vem, če mi je to najbolj všeč, ampak... Mislim, da bi ob pomoči boljšega scenarista lahko razvil... Ja, jaz tudi mislim, da to ne more biti izgovor. Ampak... Kako bi to še not vključil, pa je druga stvar, ker gre se pa za to, da je celoten koncept pa vse skupaj striktno njegovo delo. Zdaj mogoče, da je znal njegov brat mu pomagati, ki je pač zdaj super busy z tem, da napol izdela serije za HBO, ampak ne vem, ni nujno, da bi lahko kdo drug toliko razumel, kaj je on hotel narediti, da bi dodal nekaj, brez da bi odvzel celovitosti njegovega koncepta. Ne? Tu je ono, kjer pač Memento je že od začetka razvijal skupaj z Jonathanom Nolanom. Ne? In Jonathan je bil tisti, ki je en kup stvari skapiral, kak obrniti nazaj in to. Ne? Tako da, če pa začneš čist lastnega koncepta, pa da bo nekdo drug ti tu zdaj probal te lelike narediti, pa ni nujno, da bo vse skup držalo. Ja, to se strinjam. No, ne vem, pač jaz vseeno mislim, a veš, se ni tok težko, pač ti lahko si mogoče privoščiš to, ko imaš film, ki je mogoče krajši od tega, kar je tle, pa da ti pač liki niso toliko pomembni, ker je pomembno vzdušje, pa vizualje, pa karkoli. Ampak tle vseeno imaš ti 2 uri pa pol filma in ti rabiš, ti vseeno rabiš ljudi, ki jih bo vsaj malo strah, da bo konc sveta, ki bo jih malo zaskrbelo za te like, za dečka, za žensko, ne pa da si ti tako totalno prepričan, ja, vse bo se šlo. Ampak tako je, se on pove že zelo nekje na sredini, ampak če ne moramo, če se je že vse, kar se je zgodilo, potem nam bo itak uspelo, pa reče, ja, to je optimističen pogled na to. Ja. In ja. Ok, dobro, pač moraš biti očitno optimist, ampak ne vem, pač, a veš, že sama ta ideja, da nek znanstvenica je v prihodnosti izumila ta algoritem, pustimo to, in pol kaj je naredila, ja, pogledala je Indiana Jonesa ali ne vem kva, razdelila to na 9 delov in skrila v preteklost, ja, ker uničiti pa ni mogla, kaj. Ja, ne, ona je Voldemort naredila, pa da skrbi. Harry Potter je. Ja, oziroma Harry Potter je še boljša referenca. Tako in je pa tako, ok, zakaj rabiš? Svetinje smrti. Ja, zakaj to rabiš sploh? S tem, da seveda ti nikoli sploh ni bilo nobenega lova na te dele, pač ker on jih že ima raznunga enega. Tako da bi lahko bil sam en. Pač pa na koncu je še to neka palca, ki zgleda tako, da je neki Gandalf na robe izrezlal, ne vem, no. Tako daj tam inženir, no.
Meni pa všeč, ko bi izgledal malo taki ruski, fundamentalni neki pisa, veš, pa se mi zdelo, it's very Russian. Ful izgleda svoj neki stokerja, no. Vse, če se v Talinu bili, pa mogoče stoker. Mogoče pa to ni slaba primerjava, ne? Ajde, Talin pa stoker, pa Zihar je Nolan je vedel, pa fan pa vedel za vse tole skupaj. Ne? Ker neka določena estetika, ki se pojavlja, čisto barve pa lokacije, pa tak naprej so malo Tarkovski. Ja, so, ne. Pa te dolgi kadri. Tarkovski ima ful plave, nima ful plave. Pri Stalkeru ne, mislim, taka zelo globoka, temno, zelena, pa tako malo rjavkasta rumena. Bele. Nič. Stalker. Ja, mislim, da je črno-bel, ja, ne? Bomo dva zatle klofno, tako da zelo ima monokromno tonaliteto, ne? Ampak ima pa, se pravim, še enkrat zelo globoke zelene, pa tako malo zbličane highlightse, ne? Torej bele so tako malo okraste, rjave. Barvenje, vsakakor je barvenje. Začne pa se ima pa noter torej ene črno-bele, pa se že pa na začetku, ko sta ona dva posli, pa na koncu je taka sepia ton, naprimer, mes pa potem zelo drugačne. Ne mi govorite, če ne bili kom. Ker tle pa ima... Vse ste rekel, da ni črno-bele. Tle ima modro pa rdeče pač ful, ne? Pač s tem, da pač je tudi ful ti pač vsaj tle poenostavi, ker so modra pa rdeča ekipa, no? Ja, pa še tiste tak zapasam. Ne, jaz mislim, da tudi na ravni fotografije je on podredil, veš, mislim, zelo je ta sivi, brezbarven svet, vse v nekih asfalt barvah, da se tako izrazim. Skandinavija. Ja. Pa Mumbai. Gli za to, da se ne zmedeš z nekimi barvnimi Doctor Strange barvami, naprimer, ker tisto bi te čisto odvedlo v druge sfore. Ne. Tudi potem, ko se v zadnjem fajtu tepajo, vse one modre, rdeče pasnice sploh ne skačejo toliko ven. Ne, tako razmede. Mene mogoče bolj zmoti, veš, kao ta nevidni sovražnik iz prihodnosti, ne, pa ko ta zadnji fajt je, kdo so oni, kje so oni, a veš, vidi samo neka trupla, vidiš, to pa tam, kdo je, that guy, ni pomembno, koncept ne rabi tega, veš, kao, ti samo reč enega, ki ti strela z bazuko dola, veš. Pa rušenje bajt, bombe. Ampak, ki mora da tingi vreč samo to je ta fora, ne, veš, to... Če ti sprejmeš, da kao itak jih ne nucaš, ker je najbolj pomembno, da on dobi tisto, da prije do kje, da ono na tabli naredimo zavko do konca in decit, ne, kao, in to je nova. Sem pol bi pa naredil tekočo lavo, pa velik stolp z oko, pa je treba pač the thingi vreč v lavo noter, no, in pol seveda pride golom in prepreči. Ali pa Indiana Jones. Ali pa Indiana Jones. Pač ja, res je fulje nekih klišejev, ki jih je not nametal, no, tako. Čeprav, ena stvar, ki reši Brenaha in kliše ruskega oligarha, je njegova fucking knjižnica na fucking jahti. Knjižnica na fucking jahti. Tist je briljantno. O moj bog, kako lepo. Kaj? Ne moj verjeti, nisi videl, ker on sedi noter, ima pisarno, pa to je tako pač pa na jahti in je v knjižnici noter in full knjig. A je to tako ful noro, dobro? Ja, mislim, ruski oligarhi so nepismeni. A je to? To cilaš. Mislim, vsa ta varianta stereotipna je, da je ona vzgojena na pol plemiška Britanka, on pa nek brutalen ruski oligarh, ki se ful nagrabo keša iz prihodnosti, očitno, in da pač nima tega klasa, ki ga ima ona, ne? Glede na to, da sem mu puls nije dvignil nad 130, mora ful brata, da se pomiri. Ne, res je imel briljantno, tis mi je bilo pa to všeč, kaj si imel? A to si opazil. Ja, to človek opazil. Time travel. Ja, gled sem, veš koliko cajta ti da time travel, da lahko bereš. Fucking noro je, no. Vrigverc. No, se zaradi tega jaz pač ne razumem, zakaj je hodil Vrigverc. On bi lahko šel nekam, tako ko so bili oni na ladji, lepo bere tam vmes in pol pride in gre skozi nazaj in je tam. In je vmes prebral Vojno in mir. Ljudje božje, no. To ni mir za stran reč. Ja, mir in vojna, v tem primeru. Dobro, jaz ne vem, kaj bi še dodal tu zraven. Bom pa dal v zapiske dva Patrick H. Williamsa eseja, ja. Ena je prav o Nolanu, ki se mi zdi, da gre na, da ne bom tokrat zabasal v nekih vizualijah, kak je Nolan razvil svoj vizualni vokabular, pardon. Ga zelo dobro razdela, pa še en video, kjer se pa gre o time loopih, o katerem bomo pa malo več zdaj spregovorili. Torej, ja, so naši najljubši mislim, da smo itak primerjave z drugimi filmi že nekako
oziroma lahko mogoče to omenimo še v tem. Skratka, Igor sprašuje po naših najljubših time travel. Time loop ali time travel, kaj je razlika? Travel, karkoli. Ne rabiš delati tu vmes. Jaz pa bi. Te pa lahko daš oba, no se ni pa nekaj, povej. Looper. Kako zabavam se. Ne, jaz mislim, da Groundhog Day je najbolj simptomatičen, zato ker je res zanka, ker je res, pa še zanka, pa kako da rečem, ta science fiction moment je zelo opuščen v prid temu, da se Bill Burr res razživi, pa da je film zelo pomenljiv, pa tudi v tem eseju, ki ga Patrick H. Williams spiše, pokaže, kako pomemben film je to za zdaj, ko smo bili vsi v karanteni, pa kak je, veš, ko ti ponavljaš dan za dnem, isto rutino, pa isto okolje, da to mogoče the time loop za kako to sezono. Kako se ti je Paul Palm Springs zdel? Veš, da še ga nisem gledal, samo zdaj, če drži, ni potem samo off-shoot, Groundhog Day, bolj ali manj, z istim konceptom, da pač živi ta isti dan, non-stop dan. Isti koncept je razloži, kako se to približno zgodi, ne ve zakaj. Nisem ga še gledal. Ampak... Bi ga pa rad, mislim, Sandberg je tako zelo. Jaz ga priporočam, meni bi zelo všeč. Jaz ga tudi še moram pogledati. Jaz bi rekel, ajde, time loop natančno, bi rekel Groundhog Day. Ok, kaj pa time travel? Time travel je pa Back to the Future, nimam druge. Res? Ja, sorry, tu imam roke zavezane. Okay. Pogodba z Zemekisom. Jaz tudi, valjda, time travel je Back to the Future. Ne vem, kaj si pričakoval, Igor. Primer, bom jaz rekel. Primer? Ok. Malo sem razočaran. Čirički, kje ste? Mislim, come on, Primer velja za... Primer je najboljši time travel film ever made, zelo na easy. Do Back to the Future, valjda. Do Back to the Future. Ful kasneje. Primer je ful novejši. Time loop film pa, če že hočeš, pa pol Donnie Darko. Donnie Darko bi bila tudi moja zid. Donnie Darko je. Okay. Mislim, jaz imam bolj take obskurne high concept, low budget filme. High concept, low budget. Igor Harp. Ja. ali pa Jojo Rabbit, kjer en mulci iz 40-ih pride v 2020. Ni tisti neki ta plot tega filma. Ali 2021 celo, mogoče se v prihodnosti dogaja. Vem, ker so neki naciji, tega, kaj imamo zdaj ful. Tako da, ne vem, time travel, pač ful sem imel rad ko mulcu, on pač klasičen, časovni stroj je naslov, ko on pride v tisto prihodnost, tistimi, ki živijo pod zemljo, pa z unimi, ki nad zemljo. Ti se mi je zdelo, ker ti sem fulkrat gledal. To je ta Walesova, ne? Ja. Ker mi je bil pač ful fascinantno tist, ko to so še pač prvi ti CGI posnetki, ko on pač na tem stolu stedi in kad se pokrajina okrog njega menjuje, ker leta teče, tist mi je bilo. To ni CGI. Se mislim, da ni CGI. Je pa lep efekt. Obstaja tudi 2000, pa ne vem koliko verzija, remake, z Guyem Pearsom, ki ga je režiral vnuk od H.G. Wellsa. Ja, ki smo že pri time travelu, ki je šel v preteklost in ubil svojega detka in mu vzel avtorske pravice. Ne, ampak je na nek način umetniško ubil delo svojega detka. Drugač pa knjige časovni stroj. Absolutno. Knjige časovni stroj so pa zakon. Kje smo pa mi potovali po svetu, pač po času. Ja. Mogoče tudi Nolan fan časovnega stroja, pa od tot ta fascinacija. Pol bi Benders neč naredil. Ja, drugač pa ne vem, jaz sem ful sem tuhto, pa ni tako, mislim, da bi bilo zdaj neki blazno ful dost dobrih filmov. Dobro, Watchmen, ne smo že Baš zabavne, Bill and Ted, na vremer, ko je sveža, pa Star Trek od tega malo morja, ne bom nekaj delov omenjal, najbolj zabavn je v DS9, ki je meni svež. Ja, moram, sorry, prosti, ker sem se ga glihkar spomnil, ker je za fane, mogoče malo bolj, je Tribbles and Tribulations, mislim, da v 5. sezoni, ki se vsi skozi ekipo vrna nazaj v Kirk Era. In je prav isti del, samo so ful dobro z CGI-om, si jih noter implementirali in je taka dobra, za fanservice epizoda. Se že veselim, da bom leta 2025 tole pogledal, kaj bo super. Skratka, to se mi... Mislim, da smo bolj ali manj povedali o Tenetu vse. Upam, da vas nisem preveč
spravil slabo voljo tisti, ki ste gledali, pa se vam je blazno dopadlo, ali pa tisti, ki še niste gledali, pa ste mislili, da bomo danes vam prvič ne bomo povedali kvarnikov. Ja, pač opozorilo je bilo, ja. Pa tako, pač pejte gledati, pejmo ga še enkrat, jaz ga bom po moje šel še enkrat gledati, ne vem pa, če v kino, no, se bom videl zdaj. Če bo dovolj hiter na teh pretočkih, bomo, ja, verjetno to hiter tudi ne bo, ja. Pretočki. Dajmo še enkrat pogledati, zdaj pa lahko imamo kategorijo, kaj gledamo, beremo, poslušamo, oziroma rubriko, ne kategorijo. In Igor je pripravil nekaj, kar vam bo odprlo neko novo temo v današnji epizodi in sicer, kaj je to The Future of Another Timeline. Sliši se, kot da je o... Time travel. Igor zdaj že bere knjige, ki jih bo lahko omenil v naslednji epizodi, da bojo tematsko ujemljive. O moj bog, ti si hujši od Nolana. A si pa šel tudi zdaj nazaj, brat, eno od tega. Ne, ker normalno sem prebral. Future of Another Timeline je drugi roman Annalee Newitz in je cool. Bistvo je time travel zgodba v svetu, ki podobno kot Tenet ima samo en timeline, ampak ljudje ga lahko spreminjajo. S tem, ko potuješ nazaj skozi čas, lahko narediš manjše spremembe, večje spremembe pa v osnovi niso možne, ker so probali recimo ubiti Hitlera, ampak potem pa če enostavno pride nekdo drug, zato ker ne gre za človeka, ampak za gibanje. In kar se dogaja, je, da ta glavna junakinja, ki je v nekem društvu, ki se reče Sisters of Harriet ali nekaj podobnega, ugotovijo, da obstajajo tipi iz prihodnosti, ki potujejo v preteklost in jemljajo ženskam pravice. In da to pač delajo dosti subtilno na mnogih točkah. Tudi zdaj tisti, ki jih jemljajo, pa ne potujejo. Ja, no, ampak oni v bistvu gre pa tako, da če ti potuješ v času in nekaj spremeniš, boš ti vedel, da je tvoja sedanjost, ko prideš nazaj, boš ti vedel, da je nekaj drugače. Ja. Ne? In recimo vmes se zgodi, da medtem, ko je ena v preteklosti, nekdo ubije eno njeno prijateljico in ona, ko pride nazaj, reče, kje pa je ona in vsi ostali, kdo? Ne? Pa reče, tvoja žena je bila, ne? Ful sta se imeli radi. Pa tak, ja, sem imela ženo, kaj, what the fuck, ne? In pol grejo nazaj in vstavijo tipa, ki jo je ubil in pride ona naprej. No in pol če pa preveč spremeniš, pa dobiš ti nemogoče glavo bole, zaradi katerih pač ne moreš živeti več v svoji sedanjosti in moraš iti v preteklost. Dost kompleksno je tako, ko zdaj vržeš ta exposition na kup, ampak to tekom romana sproti razlaga kar v redu. Je pa ful zanimivo, mi pa bilo pri tem, da je zgodba razdeljena v dva osnovna timelina, eden je v 90-ih in je ena mlada punca, ki takrat živi in so 90-ih, ki so podobna našim, niso pa čisti iste, recimo splav je prepovedan v ZDA, ne? To je ena taka ključnih stvari, imaš punk, grunge, pa te scene imaš, ampak je malo drugačen. So eni bendi, ki jih mi ne poznamo, pa Nirvana so jim tako malo, whatever. Jaz mislim, da je res Nirvana v družbi, kjer je splav prepovedan, ne funkcionira. Ja, še toliko bolj pomenljiv. No in potem pač je tale junakinja v 90-ih se zaplete v to, da skupaj s svojo prijateljico začne pobijati tipe, ki so tak very evil. In tak ne vem, en tip proba posiliti eno njeno prijateljico in ubijejo, beg vrže v truplo, jih en profesor njihov hoče, da je pritek meni, bomo malo popili in pol tako ugotovijo, da ima fotk nagih njihovih sošolk in drugih mladoletnic in ga ubijajo. In pač kar tak a lot of people get murdered. Dogaja. Tako da imaš hkrati tole žensko, ki tako ubija in ugotavlja, da to pa ni cool, in ono, ki je njena odrasla verzija, oziroma pol še ne krivil na koncu, ki proba pa življenje prihodnost oziroma svojo sedanjo zrihta tako, da bi bilo čim manj pobijanja, s tem, da je v glavnem rihta v 19. stoletju, kjer se osredotoča vse okrog tega Jamesa Comstocka, ni bil James, nekaj drugega, ki je bil
se je boril za decency v narekovajih in je pač v osnovi vsako priložnost, ki je imel, da kako žensko, ki mi ni bila všeč, vrže v norišnico, je to naredil in se je bil ful ponosen, da ženske, ki so razpečevale informacije o tem, kako kontrolirati nosečnost ali pa prekiniti nosečnost, jih so pol naredile samomor raje, kot da bi jih on dobil v kremple. Tak enih 5 žensk je naredilo samomor javno. Ni bil kul. Ja. To se vse sliši kot čudovito branje. Skratka, super knjiga, zelo zanimiva in zelo malo drugačen pogled na tale time travel. A ja, pa še to je pa ful zanimivo. Time mašine pa obstajajo že od vedno. Iz prazgodovinskih časov so v kamnu jih najdli na določenih točkah in so se jih s časoma naučili ljudje uporabljati. In edino tako pravilo je, da ne moreš iti v svojo prihodnost. Torej, takrat, ko si se rodil, to je najkasneje, kar lahko greš. In lahko pa greš dinozaure gledati nazaj ali pa karkoli. Ja, in potem tudi ugotovijo, da ne vem, 500 let nazaj, 500 milijonov let, če greš nazaj, je dejansko interfejs, medtem ko v sedanjosti je samo kamen, ker je zbledelo vse skupaj iz onega interfejsa. In ne vem, pač v tam 2000 pred 2000 leti, okrog leta nič, so se naučili, da so trkali gor ene vzorce in odbobneš gor in potem ti vrže nekam včas in se pač naučiš lahko te stvari. Ja, zanimiv koncept. Ja. V 90-ih imajo disketo in uploade zadeve. Pa še zvok Windowsov, nekaj. Prav tako lušno, tako kak tehnologijo vplete v to. Tako da, ja. Sliši se super. Mito, ti si pogledal prva 2 ali 3 dele Lovecraft Countryja? The best je, na HBO Go. Jordan Peele producirana serija. Ima prav vse te njegove horror elemente, pa tudi socialno-kritične pristope. Vse za zdaj, koliko jih zaznavam. Zgodba je zelo preprosta o neki temnopolti družini. Oziroma taka. Zgodba ni preprosta. Boš ti več povedal, ker si roman bral, ampak zdaj v 3 delih je pač od temnopoltih liki, ki se pomikajo, vse v prvem delu je bilo, ki se pomikajo po ameriškem jugu, seveda zapadajo v točno časovno in lokacijsko specifične probleme. Če te lahko prekinem, oni se po jugu premikajo prvih 5 minut serije, pol pa pride na sever. In na severu ni nič kaj boljše. Pol grejo pa v Massachusetts, kjer se vse to dogaja. Ja, to sem zamišljal. To je pač ta fama, ZDA, da jug je imel Jim Crow laws in tam je bilo full grozno. Mislim, oni raziskujejo ta neki vodnik, kot je v Green Booku bil na tole Safe House. To je ta ista knjiga, samo iz ne vem kakega vzroka so v romanu, se to imenuje isto Green Book. In je on založnik tega, ampak cela zgodba se dogaja na severu Chicago, oni so v Chicagu doma in potem grejo v Massachusetts. Fora je bila pa v tem, da te kraji so manj znani zaradi rasizma, ker tam ni bilo črncev. In enostavno jih pa vseeno niso hoteli videti. Dost bolj so pol ti kraji postali znani potem, da pač niso marali Ircev, ampak je povsod pisalo no niggers and Irish allowed. Tako da, ja. Ja, no, to je ista zgodba, kot pri nas. Mi tudi nismo rasisti, dokler ni beguncev ali pa ne vem koga. Ja. Če ti nimaš neke izkušnje, si ti lahko ne rasist. To se mene dostkrat na Twitterju razjezijo. Sej kaj pa imamo, zakaj bi se mi pa temnopolti in pa neki, se mi pa nismo rasisti do njih. Ja, do onih 4 v Ljubljani mogoče, pa tudi oni imajo velike probleme. Ja. Tako da to je kar tako. Oprosti, da sem te prekinal. Skratka, se ni važno. Skratka, je v redu za enkrat prvi teden. Všeč mi je v bistvu koncept, da je zelo kot neka Twilight Zone epizodičnost horror varianta, vse v seriji, zato ker je vzpostavljena, imaš horror house, imaš tisto čarobno hišo na drugem koncu, pa neki overarching story o tem nekem kultu, ki želi priti do rajskega vrta. Vse za zdaj je to zastavljeno. V bistvu ful je dobro producirano, predvsem pa tale sočasni zgodovinsko kontekstualiziran komentar na družbo ameriško. Tako da the best. Ker tako recimo vmes, ko se nekaj dogaja, tam v prvem delu, tisto je sploh genialno, je
oni potujejo in se vmes vstavijo, pa pijejo pijačo, pa to, pa ona da dejansko banane jeste in se začne eden norčevati z njih, kot da sta opici, en belec, taki nerdlinger. In prek tega dogajanja je voice-over nekega govora, zdaj sem pozabil čigavega, enega temnopoltega voditelja o rasnih problemih v ZDA. In potem je tista scena, ki se odvija, pa pač ta govor. In ful dobro doda s takimi pristopi kontekst. No, jaz še nisem se lotil, ampak zdaj, če glede na to, da The Boys niso še cela sezona zunaj, mogoče mi ta vikend še to razočaranje, ne gojem tonu. Mogoče mi še ta vikend. Je pa to v knjigi je pa tak, da je ta epizodično zelo vredno narejena in gre skozi cel kup različnih žanrov. Tako si imel tu pač tale Wickerman-ish kult, samo da pač dejansko imajo magic powers, do tega, da Haunted House, pol pa pridejo še bolj sci-fi, en del bo še recimo Heist, ki omenijo že tisto knjigo, ki je treba ukrast, ki je nekje zaklenjena. Tisto, če bojo se držali knjige, bo Gravity podobno. Potem imaš potovanje med planeti, tisti sistem, ki je bil že tukaj, tako so nastavljeni bombončki, ki pol bojo vodili. Je tako zelo inteligentno narejeno. Pa tudi, ne vem še kam to pelje, ampak ena pozornost na knjige nasploh noter v serije, ne? Ja, na Lovecrafta pa drugi. Pa na Bram Stokerja, pa veš, mislim, vsake toliko moraš malo nazaj pogledati, zato ker si vzame čas, gleda neko knjigo, pa knjiga ga nazaj pogleda, pa se potem naprej odvija. Prav serija se vzame čas, da pokaže neke določene knjige. Ne? Ja. Ne, se tako tukaj na začetku, ko on bere Princess of Mars, pa potem razloži oni sopotnici, zakaj se gre, ne? Da pač je Confederate Soldier protagonist, pa ona tak, te že ne more biti good guy, če je Confederate Soldier. Ne? V knjigi imaš še en kup tega, k v bistvu, kar je ful prežema knjigo, je pač ljubezen do vse žanrske te literature, tistega obdobja od Lovecrafta do tudi Poa in Bradburyja. Ja, mislim, serija je res, prvi del sem bil skeptičen, res sem bil skeptičen, ker me malo me zaskrbelo, da bo preč na prvo žogo. Pa ko se začnejo elementi zraven dodajati, pa se ta zgodba bolj plasti, pa se razširjuje, mislim, ta spekter vseh teh žanrskih bombončkov je pa zelo brihno. Tako da, no, pa kaj se veselimo. Itak, vsi so odlični, res vsi. Pa niso tak na prvo žogo, ti si samo takšen, pa takšen, ampak je tako zelo kompleksno zastavljeno. Plus, za razliko od knjige, ful boljš prikaže ne sam like, ampak njihov širši okoliš, kak je živeti v Chicago Southside v 50-ih. Ful bolj vidiš tale neighborhood, pa kak ljudje sodelujejo, pa kak imajo žur. Ful bolj vidiš, kak oni belci, ko se preselijo v tale Haunted House, ki je na belskem delu mesta, kak oni držijo skupaj. Je pa serija bolj violent, kot knjiga. Mogoče klanja. Mislim, da v prvem delu, ko so oni vampiri vletijo, ali karkoli pač tisto je, ne vem, sem bil tako, zdaj se začne ta horror, pa sem bil s pričakovanjem, čakal, pa kar naenkrat glava zmanjka, pa sem tako, what the fuck? To je kar hudo, no? Ja, super je, da tudi CGI, ki je noter efekti, so res bombonček za pogledati. Lovecraft Country, indeed. Ja, mogoče tudi to delamo, kakšno epizodo, no pač. Jaz bi predlagal, da Lovecrafta pol delamo, ko bo te konec, torej novembra. Ja, no vse. A smo tega, sem jaz mislil za Halloween, ja, ne ono Bly Manor. Tisto smo pa nekaj... Ful vsega bo, skratka, gledajte, bodite že navdušeni naprej. No, jaz sem zadnje cajte edino, nisem nič novega oziroma takega, gledam pa sem se odločil, da bom Mission Impossible vso franšizo pogledal, zato ker pač nočem se lotiti Batmana in Supermana in sem pač pogledal ta prva dva zaenkrat, The Palminega, whatever, iz leta 96 in seveda Vujevega iz 2000 in moram reči, da Palmov še mi zdaj ni toliko slab, je ena vohunka, pač dobro, Mission Impossible ima več teh tudi čez bondovskih elementov, teh raznih nekih kring, pač preobratov znotraj preobratov, ne vem kaj. Ampak prvi je še dokaj tako, kar vohunka, no,
so tudi ene stvari čisto v redu, Tom Cruise je tudi čist fin, medtem ko drugi, ja, zdaj vem, zakaj sem pač nehal to franšizo spremljati, ker me pač drugi je pa res obup. Tle pa pač John Woo, so mu rekli, bodi John Woo, najbolj vujevski, kakor si lahko, in potem imaš te golobe, ki letijo, pa imaš res te golobice se pričem. Najbolj neumna prizora sta mi dva, pač, ker Tom Cruise prvič zagleda to pač žensko. Ja, in se gledata in to je tako, 3 minute traja slow motion njunih pogledov, sredi pač nekega karnevala eksotičnega in ne vem kaj si tako, o moj bog, no noben se ne tu če je Tom Cruise, se noben ne zaljubi tako hitro, no. Yeah. Pa tako prav vidiš, no, prav tako, da ni amorčko zraven to, ki šicajo strele. To, potem imaš pa njo, ki pride pač do tega the bad guya in je tisti šalpla pola. Yeah. O moj bog, John Woo, ni pa vsod veter, nekaj. Res, ko fulje tega, pa se pred tako, kot sem že razlagal, pa Tom Cruise, ki se očitno je pozabil uporabljati roke ali kaj, ker mora vse z nogami tepsti. Pač kar naenkrat noben ga več ne mahne, čeprav v prvem delu je to še znal, noben ga orožja, ne rabi samo noge. In skozi neke prevale, najbolj nenavadne skoke uporablja in tudi tisti njun pretep, če mi je že o roki, ker vedno veš, da bo tisti, ki bo v roki že tako, ki mu bo oči ven lezle, usnico bo imel, ne vem, 4-krat večjo, cel krval bo, pa še bo vedno tiste 3 udarce in ga bo pol unga premagal, ampak tle noter je pa fight res unje na tleh 3-krat. Pač pri takih udarcih, da ljubi Bog, tega preživi noben, kaj še reče te Tom Cruise udari. Ampak on se spet pobere in se spet fajta, tako da ni bilo nič. In pada na neko skalo in je kao mrtev in seveda on spet kliše, on odhaja in kao on ni mrtev. In si sam tako, zakaj, mislim, ampak pač... Ja, lej, it's impossible. Ja, tudi vidva sta pač rekla, pač, da vseeno je franšiza vredna ogleda in da je vedno pač boljša in to. In sem pač rekel, ok, zdaj bom pač to pogledal, s tem zavedanjem, da je pač drugi za nič. In zdaj pač bom po moje ta vikend vseeno... Mislim, od dvojke, trojke gre samo gor. No. Ja. Trojka je v redu, je J.J. Abrams, pa ima eno par teh love issues, ampak je pa Philip Seymour Hoffman not brilliant. Tak res, meni se full hud vilen. Pol pa 4 pa je čist druga štorija, pa je pol prav ono resno, huge akcijada. Ja, pol vedno boljše postane. Mislim tudi, več keša so notra začeli metati te akcijske scene. Peg je full več not. Pa še Ethan Hunt, to mi je najboljše, on postane Babček. On postane samo, meni, ko ga gledam v tih zadnjih delih, ko on ni več pomemben, on je samo še kmet na šahovnici, ampak kmet na šahovnici, ki ima neke možganske probleme, ko on se nič več ne spomni, on samo še dela, stari. A veš, on samo še dela, on je nekako neka mašina, ki je nesmrtna. On je protagonist, on je pa res dobesedno protagonist. In takrat postane dober. Pač v drugem delu je bilo pač meni dober roka to dolgo laso frizuro, no. To mu je treba priznati. Ajde, ja, to mu je ampak John Woo je to rabo, jaz mislim, da on to rabi, zato ker rabi te preveter pa to. Si vidim, da že ti tudi furaš to frizuro skoraj. Ja, skoraj. Razen ne znam z teh premetov, to še pride. Baje to pride, ko si v scientologiji, enkrat dovolj globoko. Jaz sem šele na drugem levelu zdaj, pa se še nismo učili teh obratov, pa teh skokov, pa ta. Ko mi čakam, da to pride, no? Skratka, ljudje in ljudine, to je bila že naša, ne boste verjeli, 58. epizoda, še 2 do jubilejne 60. Poslušali ste torej podcast Igor in Nehi, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, imel sem izkušnjo, Genič, Igor, koliko klovnov si ubil, in Aljoša, hodnik, Harlamov. Tole epizodo smo znova posneli v Kino Bežigrad, našem najljubšem kinu, ki je te dni znova odprl svoje vrata, filmi se vračajo v kino se vrača v naša življenja. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na iTunesih. Mi smo še neupokojeni in živi na Aparatusu, portalu z odličnim izborom podcastov za vsakega, in če boste v naslednjih dneh opazili koga, ki hodi vzvratno, ste morda priča vojni s prihodnostjo
ali pa posledicam slovenske politike, ki nas vrača za kakšno stoletje nazaj. Pa ne zato, ker bi se bali podnebnih sprememb. Ko bi se vsaj. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku smo podcast s K-jem, enako je na Instagramu. Tam delimo rajcere, prikolice in druge zanimivosti in tja lahko usmerjate vprašanje, pripombe, komentarje, posnetke pretepov s samim sabo, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila druga epizoda 3. sezone, mi smo res nazaj in se poslušamo znova čez 2 tedna, ko bomo govorili o 3 možnosti so, ampak še nismo povsem zedinili, katero bomo udejanili, tako da ostanite uglašeni. Obodovke in obodovci se poslušamo 29. septembra. Lahko noč. Lahko noč. Ja, eni to poslušajo po noč.